Pozdravljeni. Pri odpovedi velike nagrade Avstralije je bilo izrečeno kar nekaj kritik, tako na stran FIE kot Liberty Media kot avstralskih organizatorjev. Mnogi navdušenci so jim očitali to, da ne skrbijo za javno varnost, za zdravje nas vseh navdušencev, da jih briga samo denar in da so izjemno počasni pri sprejemanju odločitev. In tu upam, da se je poleglo kar nekaj jeze, kar nekaj srda in prav je, da razmislimo in da spoznamo, koliko so bili tudi ti interesi upoštevani. Seveda, strinjam se, odločitev o prekinitvi dirke je bila pravilna. Če se mene vpraša, bi lahko sprejeli na primer še 60 ur preden so uradno povedali v javnost, da dirke ne bo. Tako problemov ne bi bilo. A takrat ni bilo znano ogromno stvari. Namreč takrat so bili še vsi zdravi in vsi so delali na tem, da dirka bo. Namreč vsi smo si jo želeli. Mi doma pred televizijskimi sprejemniki, publika v Avstraliji, ekipe in organizatorji, če bi bilo varno. A izkazalo se je, da ni bilo tako. Prvo bombo je spustil Lewis Hamilton. Namreč povedal je javno pred novinarji, da zgleda, da je denar vladar Formule 1. Cash is king. Seveda, spustil je bombo, obsedel na fotelju in ni zapustil prizorišča, slabo se zavedajoč, da prav ta denar je tisti, ki njemu plačuje vse tiste drage igrače, ki jih ima v garaži, da ne govorim o drugih zadevah, katere se znajdejo v njegovi lasti. A vseeno, poglejmo, koliko denarja se je obračalo okrog ene same dirke Formule 1. Dobil sem podatek, da na veliki nagradi Avstralije v prejšnjih sezonah je bilo prisotnih več kot 300 tisoč ljudi. In vsak, ki je bil na dirki, ve, da 100 evrov za dirko Formule 1 za vstopnice, ne vem, če je dovolj. A če rečemo, da 300 tisoč ljudi je kupilo karto v povprečju za 100 evrov, pomeni to 30 milijonov evrov. Se vam zdi to malo, se vam zdi to zanemarljivo? In kje smo šteli še gorivo, hrano, pijačo, kak spominek, prenočišče in še vse tisto, kar spada zraven? Mislim, da je vsota bistveno večja. Na progi so bili prisotni pokrovitelji s svojimi napisi, table so bile postavljene, a sedaj, ko dirke ni bilo, seveda tega denarja tudi videli ne bodo. In seveda, delavci so svoje delo opravili. Postavili progo, postavili plakate, postavili tribune in treba jih bo plačati. Poleg tega, organizator bo moral vrniti denar publiki, tistim, ki so kupili karte. In tudi tu so določeni stroški. In seveda, ta denar, katerega naj bi dobil organizator s prisotnostjo publike na mestu, ni nič v primerjavi s tistim, kar plačajo razne televizijske mreže in tistim denarjem, ki poberajo z F1 TV. Zavedajmo se, da tudi če bi bila dirka brez publike, bi nekdo izjemno dosti zaslužil. To se pravi, finančni element pri dirki Formule 1 je pomemben in ni zanemarljiv, seveda pa ni glavni. Ampak poglejmo še nekaj drugega, tudi mnoge ekipe so si želele dirke. Zakaj? Ne samo zaradi deljenja točk za svetovno prvenstvo Formule 1. Nekateri se zavedajo, da ukolikor dirka odpade, se zmanjša tudi njihov delež pogače pri deljenju denarja iz Formule 1. Namreč po pogodbi imajo podpisano, da dobijo določen odstotek tistega, kar se zbere v tisti malhi. To se pravi, če imamo sedaj 4 dirke manj in mislim, da jih bo več, bo njihov delež zmanjšan najmanj za 20%, moja ocena, tako na oko. In mislite, da je 20% zanemarljivo, tako za Haas kot za Ferrari? Mislim, da se vsi zavedamo, da ne. Tudi zato so si lahko želele nekatere ekipe dirkati. A glavni očitek je bil to, da so izjemno počasi se odločili pri Formuli 1. In mislim, da tu se jim dela velika krivica. Namreč od trenutka, ko so pri McLarenu objavili novico, da njih ne bo na dirki za veliko nagrado Avstralije, in do trenutka, ko je uradno prišla novica, da dirka odpade, je minilo 12 ur.
In treba je poudariti še nekaj. Od teh 12 ur vemo, da je bila odločitev sprejeta v bistveno krajšem času. Namreč Sebastian Vettel in Kimi Raikkonen sta prizorišče zapustila bistveno prej, torej sta vedela, da dirke ne bo. In če pogledamo vse te interese, ki so bili prisotni, je jasno, da odgovorni se niso mogli odločiti v eni sekundi. Namreč lepo je sedaj nam tu, ko vemo, kaj se je zgodilo, a treba se je bilo pravilno odločiti. Napačna odločitev v tistem trenutku bi bila praktično usodna za šport. Zato upam, da danes bolje razumemo, kaj se je vse dogajalo v Avstraliji in nismo tako kritični, kot so nekateri mediji v teh zadnjih dneh napravili zgodbo iz tega. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.